Dober dan, dobrodošli na Notranjskem. Moje ime je Mihaela Leskovec in bom danes z vami na Bizijevem srečanju na temo komunikacije. Jaz bi najprej preverila, če se slišimo, že kar precej nas je. Bo kdo natipkal, ali se slišimo? Aha, se slišimo. Dobro, super. Ja, potem predlagam, da kar začnemo. Torej, danes sem z vami Mihaela Leskovec iz podjetja TS Media. Medtem ko čakamo še kakšnega zamudnika, bi na kratko povedala, s čim se naše podjetje sploh ukvarja, za tiste, ki ga ne poznate. Torej, mi upravljamo medij Siol.net, potem poslovni asistent BizC, pa telefonski imenik Slovenije, telefonsko številko 1188, iskalnik najdi.si in pa zunanje zaslone po Sloveniji, tako da je medijski del in pa digitalnost v bistvu v našem DNK-ju. Jaz pa v bistvu sem v zadnjih letih v podjetju vodila največje komunikacijske projekte na Siol.net, zdaj pa se bolj fokusiram na prenovo Bizija, na to, da ustvarimo skupaj neko stičišče uporabnih informacij, orodij, da ne bo samo finančni pomočnik za vaše poslovno odločanje, ampak boste dobili tudi več uporabnih nasvetov, uspešnih zgodb, takšnih izobraževanj in pa podobno. Sicer sem tudi magistra ekonomije, podjetništva in pa diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi, zato sem danes to srečanje pripravila na podlagi vseh izkušenj, ki jih imamo v podjetju, vse, kar se je izkazalo za dobro, tudi v času, ko pride do nekih kriznih dogodkov, tudi v času, ko smo pripravili pobudo Naredi zdaj za male podjetnike in pa srednja podjetja in pa na podlagi vaših vprašanj, ki ste postavili. Tako da vam bom kar podelila zdajle to prezentacijo, prek katere bomo šli. Torej, zakaj je komunikacija vaš ključ uspeha in pa zakaj je res tako pomembna? Dejstvo je, da je uspešna komunikacija danes ena izmed najbolj pomembnejših veščin, ne samo v poslovnem svetu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. In da je veliko več kot zgolj neko sporazumevanje in je nekakšna vaša vizitka, torej kdo vi ste, kakšno je vaše podjetje, kako delate, kakšne so vaše vrednote. In dejstvo je, da komuniciramo nenehno, tako verbalno, naprimer z načinom, kako govorimo, a govorimo knjižno, a govorimo v slengu, a govorimo počasi, razločno, potem pa tudi s to neverbalno komunikacijo, torej z mimiko, z držo rok, s kretnjami, s pričesko, s tem, kako smo oblečeni, torej vsak vidik je res pomemben in da se ga tudi zavedamo. En zanimiv podatek je, da povprečen človek uporablja in pa razume nekaj tisoč znakov, medtem ko ta neverbalna komunikacija pa zavzema preko 700 tisoč znakov. Tako da, kot sem rekla, je ustrezna komunikacija res tista prava osnova za doseganje poslovnih ciljev. Zato je res pomembno pri komunikaciji, da komuniciramo jasno, da komuniciramo brez nekih strokovnih izrazov, kadar nagovarjamo neko splošno javnost. Če nagovarjamo na primer zdravnike ali pa vinarje, nagovarjamo jih v drugem jeziku, ampak če pa nagovarjamo neko splošno javnost na Facebooku, temu primerno potem tudi prilagodimo komunikacijo. Da imamo cilj, kaj želimo doseči pri komunikaciji, torej da ne govorimo med vrsticami in pričakujemo od ljudi, da bodo razumeli, kaj želimo sporočiti. Vse to je pomembno, da smo pri komunikaciji spoštljivi in pa dvosmerni. Se pravi, prav učinkovita komunikacija je tista, ki omogoča ta dvosmerno enakovredno izmenjavanje v vlogah pač tega, ki sporoča in tega, ki sprejema informacijo. Da znamo aktivno poslušati, se pravi poslušati in pa slišati, kar pomeni, da če vam nekdo sporoča neko negativno kritiko, oziroma če jo tako vzamete, je to lahko odlična priložnost za izboljšavo vašega ali produkta ali vaše storitve. In da smo v sami komunikaciji tudi odprti, pa iskreni, se pravi, da je pač naš namen, kako komuniciramo, iskren in pa tisti res pravi. In pa dejstvo je, da kadar komuniciramo, da če smo negativno naravnani, to ne bo prineslo pač dobrega učinka na dolgi rok. Zato je super, če tudi pri komunikaciji vedno iščemo neke pozitivne stvari, smo pozitivno naravnani, iščemo alternative, priložnosti, smo proaktivni pri tem,
in to bo zagotovo imelo bistveno večji učinek, kot pa to, kaj vse je v trenutni situaciji recimo slabo ali pa kako nam nič ne uspeva in tako naprej. Potrebno je samo najti tisto pozitivno stran in na tak način tudi komunicirati. Manj besed je več, se pravi, če bomo vedno razlagali na dolgo in široko, pač bomo začeli vse dolgočasiti, zato je bolje, da izbiramo manj besed in če bo nekdo želel več informacij, vas bo zagotovo potem tudi vprašal, bo pogledal na vaše spletno mesto, vas bo kontaktiral prek elektronskega naslova, vas bo poklical in tako dalje. Bolj kot neko suhoparno naštevanje nekih podatkov, povečali smo proizvodnjo za 2% v 10 letih, je bolj zanimiva zgodba, ki jo prodajate. Naprimer, kako ste v 10 letih uspeli, katere prepreke ste pri tem morali dati čez, koliko ljudi ste zaposlili, kako težko ste naprimer našli kadre, kaj vse v tem času se je zgodilo, ali pa, če zdaj to preslikam na trenutno situacijo, naprimer, kakšna zgodba se vam odpira pri dostavi na dom, pri spletnem naročanju, potem kako zdaj komunicirate s strankami, kako cenijo ta vaš odziv, pač vse to je lahko ena zgodba, tudi nek proces. Zgodba ste lahko vi, so lahko vaši sodelavci, je lahko vaše vodstvo, so lahko vaše stranke. Se pravi, če boste vpletli v zgodbo zadovoljne stranke, kako ste jim rešili nek problem, vključili vaš izdelek ali pa storitev, bo ta zgodba veliko bolj zanimiva in pa lažje si jo bomo zapomnili, kot pa neko naštevanje mejnikov ali pa dejstev v 10 letih, naprimer. Komunikacija ima to moč, da lahko vi z njo sporočate vaše vrednote. Torej, kdo ste, da lahko vsak začuti to strast, ki jo vi delite v poslu, kaj vi delate res in izkoristite to. In pa nikakor ne pozabiti na to neverbalno komunikacijo, ki je v stikih 1 na 1 ali pa tudi tako preko videoklicev izjemno pomembna. No, in kaj pa potem, ko pride nek nepričakovan dogodek? Nepričakovan dogodek ni samo kriza ali pa koronavirus ali pa požar v podjetju, je tudi recimo nenadna izguba velikega dobavitelja, ki je v bistvu predstavljal velik del vašega poslovanja, je požar, je nesreča in velika podjetja imajo v veliki meri ali pa zelo pogosto pripravljen nek komunikacijski načrt, ki v takih primerih res zlata vreden, je neprecenljiv in je v bistvu v teh večjih podjetjih nujen. Tudi potem bom dala nasvete, kaj takrat, ko tega ni. No in ta krizni načrt vedno vsebuje ali pa naj vsebuje ukrepe, ki jih je treba izvesti, ko pride do nekega nepričakovanega dogodka. Kako komunicirati, kako se boste odzvali, torej gre za nek odziv podjetja, ki bo v primeru pač neke nepričakovane situacije, da bomo s tem preprečili, da se bo ta pojav spet na novo zgodil. Seveda, recimo epidemije mi ne moremo preprečiti, lahko se samo prilagodimo trenutnim situacijam, delujemo proaktivno in se pač odzivamo tudi v komunikaciji. No in takrat je res pomembno, da imamo pripravljen cilj. Torej cilj, kaj želimo sporočati, ker bodo vsi nadaljnji koraki, ki jih mi potem delamo, usklajeni s tem ciljem. Da naredimo seznam pomembnih javnosti, ki jih moramo v tem primeru obveščati. Torej najprej so zaposleni, če jih imamo, potem so to naše stranke, naši dobavitelji, lokalna skupnost, mediji, vlada. V primeru požara na Vrhniki recimo tudi to lokalno skupnost, ki je živela blizu požara. Potem pomembna javnost so sledilci na družbenih omrežjih. Če morda 10 let nazaj niso bili pomembni, so to ena izmed ključnih javnosti, ker vedno se bodo začele tiste negativne stvari, negativne govorice ali pa napačna poročanja širiti prav tam. Potem pomembno je, da imamo odgovorne osebe, torej kdo nam bo dal pravi kontakt oziroma kdo nam bo dal pravi odgovor. Koga bomo najprej obvestili o neki krizni situaciji, torej ali to vodstvo, potem je to služba za odnose z javnostmi, če jo imamo, potem so naši zaposleni in v kakšnem vrstnem redu in katere informacije bomo potem sporočili posamezni javnosti. In tukaj je res pomembno, da ne pozabimo zaposlenih naših sodelavcev, da jim res namenimo velik fokus, ker kot bom tudi kasneje povedala, so oni prvi ambasadorji vseh stvari v dobrem in pa v slabem.
da si pripravimo tudi pogosto vprašanje in pa odgovore. Veliko stvari mi lahko že prej predvidimo. Recimo, če pride do neke nesreče, bodo zagotovo vprašanja, koliko je ponesrečenih, kdaj predvidevate, da se bodo spet razmere pri vas vzpostavile na normalne tirnice, kaj se trenutno dogaja v podjetju, kakšne ukrepe boste sprejeli. Vse to so neki odgovori, ki jih mi že na nek način lahko predvidimo po vprašanja, si pripravimo vsaj že način komunikacije in pa reakcij, ki jih bomo v tem primeru sprejeli. Vedno je res pa pomembno, da smo pri tem proaktivni, da mi sporočamo prej, kot pa sporočijo drugi in ustvarjajo morda napačne govorice, napačno poročanje, ker potem, ko je treba gasiti stvari, je s tem res veliko dela, pa pod stresom si, zato je res fajn, da so nekatere stvari pripravljene naprej, vsaj procesi, osebe in se stvari potem, ko pride do neke situacije, odvijajo bistveno hitreje. Torej, in da vsem, kar delamo, da smo hitri, odzivni, da poskrbimo za hitro distribucijo ali da naredimo neko spletno mesto z vsemi informacijami za sodelavce ali da takoj komuniciramo na družbenih omrežjih in pa da smo pri tem konsistentni prek vseh kanalov. Se pravi, da ni en dan ena informacija, drug dan druga informacija, ker vse to seveda ustvarja potem eno zmedo in ustvarja kaos, napačna poročanja, potem moramo odreagirati, spremljati odzive na družbenih omrežjih povsod in je teh odgovorov res potem lahko veliko. No, tukaj imam zdaj 2 primera 2 večjih podjetij, ki sta se v tej situaciji s pomočjo seveda agencij zelo hitro odzvali, bili na en način družbeno odgovorni, ostanite doma, vsi smo ostali doma oziroma so se procesi za večino podjetij v Sloveniji pač ustavili, predrugačili, potrebno je bilo organizirati stvari na novo, drugače in so pač takoj komunicirali, mi smo tu za vas, delamo z vami nadaljavo, najdete nas prek teh in teh kanalov. Tako da vedno se pač lahko odzovemo, tudi če nimamo resursov za takšne grafike, lahko komuniciramo tudi tekstovno prek elektronskih sporočil, preko družbenih omrežij, telefonsko, torej da izražamo skrb in pa pač razumevanje za trenutno situacijo tudi v takšnih sporočilih. No, kaj pa, če načrta ni? Če gre za manjše podjetje, če je srednje veliko podjetje, ki nekega načrta nima, je potrebno seveda improvizirati. V resnici je potrebno vedno na nek način improvizirati, se iskati, se znajti in iskati alternative, biti proaktiven in tukaj je nekaj primerov, kako ste lahko proaktivni in kaj v vsem tem času res, predvsem za manjša podjetja, pa pravzaprav za vse, res pomembno. Pomembno je, da komuniciramo, se pravi, da ne gre za neko odsotnost komunikacije. Molk res med krizo, med neko izredno situacijo, včasih lahko beremo, so se zavili v molk, to pač dolgoročno ne bo najboljša rešitev, ker če boste tiho, če boste odsotni, si bo vsak mislil svoje, ali si ne bo ničesar mislil, ali bo šel v konkurenci in tako naprej. Da ste v stiku neprestano, torej z vsemi ključnimi javnostmi, najprej zaposlenimi, strankami, z dobavitelji, z lokalnim okoljem, torej da res, kot sem že rekla, zaposleni so tista vaša osnovno jedro vašega podjetja, so ambasadorji v dobrem in v slabem in je res pomembno, da z njimi komuniciramo vsak dan, da komuniciramo morda enkrat na teden prek videoklica, da uvedemo pač neko spletno mesto z vsemi informacijami, ga uspešno oziroma ga nenehno dopolnjujemo, jih pokličemo, da vodstvo naredi recimo webinar, če gre za večje podjetje, se sliši večkrat na teden, res, da imajo sodelavci občutek, da je komunikacija neprestana, da izvejo stvari prvi, da izvejo, kaj se pričakuje od njih, kakšni bodo ukrepi, kaj lahko pričakujejo, da res izvemo ali pa izvejo vsi informacije prvi, da se ne ustvarja nekih govoric ali pa morda, da se stvari izvejo iz medijev ali pa prek poslovnih partnerjev, tako malo iz ovinka, ampak da smo res pri tem poročanju ali pa komunikaciji transparentni, iskreni, jasni, da vključimo to veliko mero empatije, topline, skrbi, razumevanje za nastalo situacijo, ker dejstvo je, da so se v marcu stvari za večino ljudi v Sloveniji spremenile,
da so se nekateri bili pač soočeni spopasti z šolanjem na domu, z varstvom na domu, z napotitvijo delavcev na čakanje, potem z delom, se pravi delom na daljavo. Vsak se je znašel v nekih novih situacijah in če se mi tudi že o tem pogovarjamo, pa si na ta način tudi lahko pomagamo, ker vsaka izkušnja, ki jo deliš, lahko z njo nekomu pomagaš. In zato vam toplo svetujem, da v tem primeru tudi omogočite, da postavijo vprašanja, da povejo, izmenijo svoje izkušnje in na ta način, da se krepi ta timski duh, povezanost, ker če bo ekipa v takem času, ko je nekaj narobe ali pa ko gre za krizni dogodek, ko je epidemija, ostala povezana, bo povezana tudi na dolgi rok. In takšne ekipe pač iz krize izidejo bistveno močnejše in v takšni ekipi je dejansko potem tudi zelo fajn delati. Torej, kot sem že rekla, da smo proaktivni, predvidevamo, zaposleni ne izvejo informacije prvi, smo iskreni, sprašujmo, poslušajmo in pa slišimo. Se pravi, če ima nekdo težave, dajmo mu pomagati, razdelimo delo. Potem, ker to je ta način, kako lahko ohranjamo in pa krepimo dobre odnose med sodelavci. Hkrati seveda tudi strankami. Vse ta orodja, ki so danes na voljo, Skype, Zoom, recimo mi v veliki meri uporabljamo Zoom, Teamse, potem Viber, Google, to so orodja, ki res omogočajo, da se vidite, da se slišite, da se morda malo pohecate, izmenite vse te izkušnje in na ta način ostanete tudi povezani. Recimo pri nas opažamo, da ravno ti svetovalci, ki znajo strankam pristopiti zdaj s to veliko mero empatije, pa razumevanja, pa skrbi, da dosegajo tudi v tem času, ko se je prodaja pri nas recimo zmanjšala, dosegajo odlične oziroma vrhunske rezultate. Zato je očitno to prava pot, da tudi v vsej komunikaciji, tudi če pošiljamo e-mailinge, če komuniciramo na družbenih omrežjih, da vpletamo v komunikacijo to skrb za stranke, za sledilce, da pokažemo razumevanje na trenutno situacijo, da stranke pokličemo, jih vprašamo, kaj potrebujejo, a jim lahko ponudimo kakšno pomoč in potem, če nas prosijo, recimo, nam sporočijo, žal ne moremo plačati računov, in morda stopite korak naprej in ponudite odlog plačila, morda nekaj mesecev brezplačno uporabo vašega orodja, če je to seveda mogoče. Se pravi, poslušati, slišati in pa potem pomagati. Pomagajte z nasveti, res včasih pomaga samo en pogovor, da nas nekdo posluša in nam pove, da res ni tako fajn, da je veliko stvari fajn, ampak da je pa to in to bi pa radi izboljšali. Včasih se tudi v pogovoru s stranko utrnejo odlične ideje ali pa najde novo poslovno priložnost. Tudi morda skupna. Potem povežite se z lokalnim okoljem, če imate neke zgodbe, če imate kakšno stvar, ki je v tem času dobra za skomunicirati, dajte jo deliti. Naprimer, v času epidemije je veliko restavracij zaprlo svoja vrata in so presežke hrane delili ljudem, ki jo potrebujejo, ali pa so jo donirali tem dobrodelnim organizacijam, recimo McDonald's je bil en tak primer, ki so potem seveda to tudi skomunicirali. In v poplavi vseh teh restriktivnih ukrepov, pa kaj vse je slabo, pa mrtvi, okuženi, pa negotovost, so takšne informacije ali pa te pozitivni vidiki zelo dobrodošli in jih ljudje zelo toplo pozdravljajo in potem tudi delijo naprej. In zdaj v času te zadnje krize ali pa epidemije se je zgodilo kaj? Ostali smo doma, in fokus se je preusmeril na digitalno. Se pravi, vse, kar se do zdaj ni digitaliziralo, se digitalizira. Dejansko ne bo nič več tako, kot je bilo. In če pogledamo številke medijev, obiska medijev, družbenih omrežij, kaj vse se je pretočilo ali uporabljalo v zadnjem času, lahko vidimo, da se je obisk medijev v času epidemije povečal za 30%. To so res take številke, o katerih medijih lahko samo dejansko sanjajo. Tudi pri nas na Siol.net smo imeli izjemno povečanje obiska. Ljudje pač hlastamo po informacijah o tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo. In tudi, recimo, seznam tukaj na desni,
aplikacij, ki so bili pretočene v zadnjem času, kaže, da smo v bistvu več uporabljali družbena omrežja, sredstva za komunikacijo, torej sporočila, WhatsApp, Viber, pač družbena omrežja, Zoom, da se je več gledalo filmov, da se je povečala spletna prodaja, družbeni mediji, se pravi vse to so pač ti kanali, kamor so ljudje zdaj šli, kar pomeni, da je prav, da smo tudi vsi mi, ki želimo komunicirati s strankami, z našimi uporabniki, da je prav, da smo tam. In če še nimate spletnega mesta ali pa če ga imate, preverite, ali je res ažurirano, ali imate res gor prave podatke, ali so vsi kontaktni podatki res zelo dobro izpostavljeni, ker če vas ne bo nekdo iskal, da vas bo našel in takoj te relevantne informacije našel. Da omogočite spletno prodajo, spletno naročanje. Poznamo veliko primerov tudi recimo lokalnih proizvajalcev mlečnih izdelkov, ki so se v tem času povezali s konkurenco in omogočili spletno naročanje in pa spletno dostavo. To se mi zdi en tak res fantastičen primer, kako se lahko tudi nek mali proizvajalec, ki ima fokus čisto drugje, znajde tudi na ta način, da njegovi izdelki najdejo kupca z dostavo na dom in pri tem tudi seveda lahko ustvarjate zgodbe. Poskrbite res, pa, da so vsa ta spletna mesta, oziroma da je spletno mesto v tem primeru res ažurirano, da ima vse prave podatke, da so fotografije privlačne, kakšni videi, delite nasvete in delite jih ne samo prek spletnega mesta ali pa prek družbenih medijev, delite jih prek elektronskih sporočil, izkoristite res, če imate neko bazo strank, si naredite bazo v Excelu, jo potem preneste v orodja, recimo Mailchimp je en tak primer, ki je za male podjetnike ali pa srednje podjetja, za tiste, ki imate manjše baze, zelo primeren. Naredite si sistem ali pa načrt pošiljanja teh sporočil, ki bodo imela neko vrednost. Se pravi, če bomo mi ustvarjali, kot je bilo tudi eno vprašanje, vsebino, ki bo res zanimiva, uporabna in ne bo vsebovala samo promocijskih ponudb, zdaj kupi, zdaj, takoj ali ne, ampak bo vsebovala res tudi kakšne nasvete, kako reciklirati recimo embalažo, kaj lahko naredite z vinskimi zamaški, ustvarjate z otroki, se pravi, vse ta uporabna vsebina bo prepričala ljudi, da bodo vedno znova, ko bodo prejeli vaša sporočila, jih tudi odpirali. Ključna zadeva pa je naslov oziroma zadeva, ki jo vi naredite. Se pravi, če boste vi v zadevi, ki naj bi bila dolga nekje od 20 do 40 znakov oziroma 10 oseb, že tam namignili na vsebino, na neke aktualne dogodke, na recimo svetovni dan, na praznike, na to uporabnost vsebine, bo verjetnost, da bo nekdo to sporočilo odprl bistveno višja. In da ga prilagodite sam mailing ciljni skupini, ki jo nagovarjate, da morda ga personalizirate, če imate tudi imena, in delate tudi AB teste, kar pomeni, orodje omogočajo, da vi pošljete sporočila z dvema različnima zadevama in vam potem sistem prepozna, kaj je bolj učinkovit, oziroma že na podlagi nekih klikov in vam na preostalo bazo pošlje bolj učinkovito zadevo. Pomembno je, da se pri tem izogibamo celotnemu mailingu z velikimi tiskanimi črkami, presledkom, ponavljajočim vprašajem, klicajem, da naslov ni prazen nekim znakom, ampak da res premislimo, včasih res potrebujemo za to zadevo 1 uro, da ugotovimo, to bo učinkovala, to ne bo. In potem nam vsa ta orodja, recimo Mailchimp, tam sem prej omenila, ePrvak, mi uporabljamo na primer Squalo Mail, so res pomembna, da spremljamo statistiko in to omogočajo. In na podlagi tega tudi prihodnja sporočila lahko vežemo na to dobro statistiko ali pa zadeve in vidimo, kaj je prej učinkovalo in s tem nadaljujemo. Veliko ljudi sploh ne pomisli na to, da je lahko učinkovit tudi nek odzivnik, ki ga imate na vašem elektronskem naslovu. Mi zdaj, ko smo pošiljali ta sporočila vezana ali newsletter za Sionlet ali pa za Bizi in za druge produkte, smo ugotovili, da so vsa sporočila po istem kopitu, se pravi, pozdravljeni, odsoten sem od 4. do 7. maja, brez dostopa do elektronske pošte, odgovorim vam takoj, ko bo mogoče. Zdrav, Janez Novak. Razmislite, če bi morda naslednjič, ko boste pripravili nek odzivnik, pa vključili poziv za naročila na e-novice, prenos priročnika,
da bi že jih napotili na spletno stran. Ste preverili glede naše ponudbe, ste nam pisali glede tega, preverite na www. Ni nas v pisarni, vabimo pa vas, da nam sledite na družbenih omrežjih, na primer. Lahko uporabite humor in si v končni fazi zagotovite, da si vas bodo zapomnili ali pa si bodo zapomnili vaše sporočilo ali pa da boste nekomu res polepšali dan na ta način. Dejstvo je, da imate lahko odzivnike pač pripravljene vsak dan, vendar tega ne priporočam. Če imate nek infomail, to seveda lahko imate, ampak res morda velja kdaj tudi ta način izkoristiti. No, v tem času epidemije, oziroma v časih, ko se vsi znajdemo v neki negotovosti, seveda so podjetja zmanjšala s spletnim oglaševanjem. So ga ustavila, so ga prestavila, nihče ni vedel točno, kaj bo, no in so postala bolj vidna ravno ta podjetja, ki pa so v tem času oglaševala oziroma še vedno oglašujejo. Morda velja tudi pri vas razmisliti, ali bi bila takšna strategija lahko učinkovita. Naprimer, PR članki na Siol.net imajo lahko tudi nekaj 10.000 branj in v tem času, ko jih je morda manj, so lahko vaši bolj izpostavljeni in bolj vidni. Tudi imamo primere, ki jih delimo zdaj na BZC-ju, da so podjetja, ki so v tem času fokus posla obrnila nekam drugam in vložila na Facebook, da so lahko dosegle izjemne cene na klik, recimo 1 cent, 2 centa na klik. Ravno včeraj smo delili eno zgodbo podjetja, ki je 70 evri doseglo 100% zastavljeni svoj poslovni cilj. To je res zelo zanimiva zgodba, jaz vas res vabim, da jo preberete tudi na BZC-ju in morda je tudi to navdih lahko za vas, da fokus iz trenutnega posla preusmerite morda kam drugam in najdete ravno tu priložnost. Izjemno pomembno je tudi, da pomislite, kje vas vse stranke lahko še najdejo. Se pravi, ko nekdo vtipka v iskalnik, kje vas lahko najde. Mi imamo zdaj izjemno veliko primerov, ko nam pišejo stranke oziroma ljudje na info-app na BZC, ker so našli na Google ali pa na drugih iskalnikih podjetij, so iskali recimo avtopralnico Novak, prišli so pa k nam, na naši strani to podjetje, ker namreč v BZC-ju imamo mi 220.000 poslovnih subjektov, kjer so neke osnovne informacije o podjetju in vi lahko tudi brezplačno v BZC dodate telefonsko številko, spletni naslov in pa spletno stran. In če teh podatkov tam ni ali pa na drugih imenikih tega ni, potem se to zgodi, da recimo mi dobimo sporočilo ali pa dobimo prošnjo za zaposlitve. Tega res dobimo ogromno in moramo potem žal sporočiti, da to pač ni pravi naslov, da naj skušajo najti prave informacije, včasih tudi mi pomagamo in res poskrbite, poglejte, kaj se znajde oziroma kako vas lahko najdejo, kje ste še prisotni, ne samo na BZC-ju, ampak tudi na drugih imenikih, na drugih spletnih mestih in poskrbite, da bodo tam res prave informacije, prava kontaktna številka, pravi naslov, da vas bodo res, če vas bo nekdo iskal, da vas bo našel. In iz tega digitalnega fokusa, če pogledamo zdaj tole grafiko, kaj se zgodi na internetu v eni minuti, dejansko se zgodijo res milijoni pretočenih vsebin, koliko je teh logiranj v Facebook, koliko sporočil je poslanih, vse te številke res kažejo, kam je treba obrniti fokus, se pravi na digitalne kanale, na družbena omrežja. In družbena omrežja res omogočajo to učinkovito dvosmerno komunikacijo, omogoča, da tam gradite skupnost, da res pokažete, kakšne so vaše vrednote, da pomagate, da v bistvu spustite lahko vaše stranke, vaše dobavitelje, vaše sledilce v podjetje, k sebi domov. Dejansko jim lahko pokažete od fotografij, videov, recimo že Facebook omogoča, da izberete 3-4 fotografije, dodate glasbeno podlago in se vam generira nek video. Potem, da jim pokažete, kako ste očistili pisarno, kako se pripravljate na novo sezono, na odprtje avtosalonov, kako skrbite za higieno, da delite dejansko, kako ste se prilagodili na novo realnost. Vsi smo ljudje in vsi znamo v teh časih zelo ceniti oziroma zelo razumeti, kako se je vsako podjetje moralo prilagoditi in da delite fotografije za kulisja, se pravi, če imamo vinarja, da deli fotografije iz vinograda, kako poteka polnjenje, kako poteka pač ti procesi, kako recimo stranke v frizerskem salonu
poskrbijo same za higieno oziroma maske in kako poskrbi ta, ki dela recimo nohte ali pa kako poskrbijo v prodajalnah kruha, prodajalnah živil in tako naprej. Delite ekipo. Facebook je odličen ali pa Instagram, da pokažete, kakšna dejansko vaša ekipa je, kako se je znašla v tej situaciji, česa se veseli, ko bodo razmere spet običajne. Se pravi, če ste ponosni na ekipo, če ste povezani, delite to naprej. Če organizirate webinarje, če imate možnost prijave na elektronska sporočila, komunicirajte tudi to tukaj. Še nekaj številk bi povedala, zakaj so nekatera omrežja res pomembna, oziroma kateri mediji. Torej na Facebooku naj bi bilo že 1,25 logiranih uporabnikov, slovenskih uporabnikov, na Instagramu 450 tisoč, potem Twitter nekje 200 tisoč, LinkedIn 160 tisoč in res odvisno, kaj želite. Če imate vaš posel temelji na lepih fotografijah oziroma je res vašim strankam pomembno kaj, da čim več vidijo, izberite Instagram. Če so vam pomembne poslovne vezi, poslovni uporabniki, izberite LinkedIn. Ampak še vedno je pa super, da uporabite tudi Facebook, ker pač Facebook lahko uporabite in za to, da gradite skupnost in da držite to krovno komunikacijsko nit. Tudi, če naprimer nimate spletnega mesta, lahko preko družbenih omrežij dosežete zelo, zelo dobre učinke. Družbena omrežja res omogočajo to odlično povratno informacijo, da delate ankete na Instagramu, na Twitterju, na Facebooku. Vprašajte se, veselite, da se bo naš salon na novo odprl. Čisto se najbolj veselite, vam je bolj všeč ta ali ta produkt, recimo. In na ta način dobite res takojšen odziv in s tem spet lahko dobite nek input, kako prilagajati nadaljnjo komunikacijo. Potem delite pozitivne zgodbe, se pravi, vse, kar delite, ustvarja neko vašo komunikacijsko vizitko. In če boste delili pozitivne zgodbe, lokalne zgodbe, ki se navezujejo vse na vaš posel, boste s tem tudi povezali oziroma poglobili odnos s vsemi temi sledilci, ki vaše vrednote tudi delijo. Da pa vi lahko postanete mojster oblikovanja grafik, vam jaz svetujem, če še ne poznate, da raziščete aplikacijo Canva, ki ima že prednaložene template za izdelovanje vizitk, brošur, tudi življenjepisov, grafik, Facebook fotografij, naslovnic in dejansko lahko tam izberete krasne pisave, dodate fotografijo in imate čudovito grafiko za vaša družbena omrežja. Pri nas uporabljamo za videe, naprimer program Watchit, ki je storitev za montažo po objavljenih video vsebin in potem tudi to uporabljamo in za članke na Sjolu in tudi na Biziju, na družbenih omrežjih, tako da lahko te grafike potem preprosto rotirate tudi prek elektronske pošte, recimo Facebooka, Instagrama, LinkedIna, Twitterja, torej pač tam, kjer boste presodili, da je to seveda smiselno. In da imam tukaj nekaj primerov. Tukaj je en primer, kako lahko vi zapišete neko sporočilo, morda odebeljeno, poševno, z drugačno pisavo. Teh orodij, ki vam to omogočajo na internetu, ogromno. Če koga zanima, mi lahko tudi potem pošlje sporočilo, pa vam te povezave pošljem. Potem na desni strani, torej ni samo objava na Facebooku ali pa kjerkoli drugje video, fotografija, lahko je tudi vrtiljak. Ista povezava, ampak različne grafike, ki naredijo takšen vrtiljak. Ankete, kot sem že omenjala, uporaba favikonov, seveda, kjer je smiselno in pa dodaja neko vrednost vsebini. Tukaj imam za en primer takih pozitivnih objav, ki so v času te epidemije in v času teh restriktivnih ukrepov bile izjemno izpostavljene. Se pravi, imeli so izdelke in so se pač, ker so morali zapreti vrata, so se odločili, da bodo svoje izdelke podarili ljudem. In to so bile vsebine, ki so bile res izjemno, izjemno dobro sprejete. Poglejte, 2000 delitev, naprimer ene take objave, v kateri lahko ena taka cvetličarna v običajnih okoliščinah v bistvu le sanja. In pomislite, ali vam se pri takšnih gestah malce ogreje srce,
ali pa imate kakšne negativne občutke, ampak jaz mislim, da ne, zato ker dejstvo je, da pač tudi, če znamo prepoznati neke vrednote in pa jih delimo, bomo to tudi nagradili, tudi s kasnejšim odnosom, morda z obiskom, se pravi, to so vse odnosi, ki jih lahko mi delamo na dolgi rok na ta način. Kreativnost je v bistvu v nas samih, čisto v vsakem posamezniku in vi jo lahko najdete v svojih izdelkih, če se ozrete okrog sebe, ko se pogovarjate o svojih sodelavcih in lahko izražate v sporočilih, na družbenih omrežjih, se pravi, od tega, da se igrate z besedili, v odzivnikih. Jaz imam tukaj en primer naše grafike, kako smo pred velikonočnimi prazniki obarvali jajca v Bizi barvo in podkrepili z nekimi statističnimi podatki. Se pravi, vse to so stvari, ki lahko delajo zgodbo na različnih platformah in pa spodbujajo kreativnost. Da naredite natečaje, nagradne igre, naprimer, veliko ponudnikov restavracij je v tem času, ko smo bili zdaj doma, delilo svoje skrivne recepte in je povabilo svoje sledilce, pa preizkusite jih in jih delite pod določeno značko, naprimer hashtag moj najboljši kruh, in so potem vse te vsebine zbirali na svojih profilih in jih naprej delili. Eno vprašanje je, da bo posnetek na voljo, seveda, posnetek webinarja bo na voljo in ga boste dobili danes oziroma jutri. Torej, da naredite nagradne igre, natečaje, res ste kreativni ali z barvami ali s sporočili, pa ne samo na Facebooku ali pa na Instagramu ali pa na Twitterju, ampak tudi preko elektronskih sporočil. Kreativni ste lahko, kot sem prej rekla, v odzivnikih ali pa v vaši komunikaciji prek telefona in tako dalje. Dejstvo je, kot sem že rekla, zgodbe so povsod, samo najti jih moramo. In zgodbe, prave zgodbe, tiste, ki si jih zapomnimo, so osebne, da se lahko vsak z njo poistoveti, da je taka avtentična in iskrena v samem namenu, da so v njej ljudje, ki jo ustvarjajo, se pravi, to smo lahko mi, so lahko naše stranke, naši sodelavci, ki z veseljem prihajajo v službo in preprosta, ima nek zaplet in ima tudi razplet. Naprimer, tukaj imam dva primera, Očistimo Slovenijo v enem dnevu, botrstvo. Jaz mislim, da je vsakemu izmed nas, pa nas je tukaj precej jasno, da katere elemente iz teh točk oziroma vse elemente vključujete ta dva primera. In res vam toplo svetujem, iščimo zgodbe, iščite jih povsod, pa jih ustvarjate lahko iz, kot sem že rekla, iz ene dostave na dom ali pa iz tega, kako se boste vrnili nazaj v službo, posnemite video, spustite ljudi v vaše podjetje, da začutijo vašo strast. In pa pomembno je, da načrtujete komunikacijsko prihodnost. Jaz sem prepričana, da vsak izmed nas se je imel zdaj čas malce ustaviti, pa res premisliti, kaj je v življenju ali pa v poslovnem svetu res pomembno, ali je to res ta prava strast, ki jo želimo delati, ali se želimo fokusirati na nove trge, ali bo podjetje poslovalo kako drugače. Zato verjamem, da načrtujete tudi aktivnosti, ki jih boste izvajali potem, ko se bo življenje vrnilo na neke stare tirnice. Da temu primerno naredite komunikacijski načrt. Če vi zdaj delate že, naprimer, prodajne ponudbe za september, oktober, dajte narediti že komunikacijo. Ampak prilagajajte jo tem, kako se bodo spremenile aktualne razmere. Vključite jih v samo komunikacijo, vključite navade, se pravi, če se bo fokusiralo oziroma bo še bolj bodo prišli do izraza digitalni kanali, jih vključite in temu primerno prilagodite komunikacijo. Bodite odzivni in pa sami proaktivno ustvarite priložnosti, da ste vidni navzven, da ste vidni uporabnikom, da ste v stiku, da ohranite odnose. In na tem mestu bi jaz povedala, kaj smo mi naredili v tem času, ko smo bili doma. Že na začetku leta, ko smo se pogovarjali, kaj bomo letos počeli za BZC, ko smo nastavili te Bizi zajtrke in želeli graditi skupnost preko osebnih srečanj, preko izobraževanj, preko uporabnih informacij, smo to lepo začeli izvajati, potem pa smo ostali doma in v tem času smo najbolj začutili stisko teh malih pa srednjih podjetij, zato smo pripravili to pobudo Naredi zdaj
kjer smo nanizali 10 aktivnosti, ki jih lahko vsak izmed nas, vsako podjetje naredi takoj zdaj, da v bistvu fokus obrne v drugo smer, iz tega se pravi, da ohranjamo odnose, da naredimo analizo podjetja, da se izobražujemo, da iščemo, da gremo ven iz cone udobja, se povezujemo, se pravi, da morda delamo stvari, ki jih do zdaj nismo. In logično nadaljevanje oziroma neko naravno nadaljevanje pa je bila ta deljenje dobrih praks podjetij, ki so se med epidemijo dobro znašla. Poimenovali smo jih to serijo zgodb korona izkušnje, veliko smo jih že objavili, še več jih bomo, res vabni k branju, ker vsaka zgodba posebej je polna navdiha in za nas, ki to pripravljamo, so to res, smo izjemno navdušeni nad vsako stvarjo, ki jo beremo, kako se vsak mali podjetnik zna znajti po svoje, kako znajo podjetja kljub situaciji najti priložnost zase in za svoje stranke, da res pridejo njihovi izdelki, njihove storitve do končnih kupcev. No in kako vam lahko pomagamo mi? Prej sem že omenila pri Biziju, da lahko nekatere stvari uredite brezplačno tudi na telefonskem imeniku. Če pa želite biti še bolj vidni, še bolj izpostavljeni in res poskrbite, da ste še bolj dostopni in prepričljivi pri vaših strankah ali pa potencialnih strankah, imamo na voljo, se pravi, od klasičnega oglaševanja, video oglaševanja, pre-rollov, zunanjih zaslonov, bi pa tukaj izpostavila za pač te orodja oziroma oglasne formate, ki se jih poslužujejo bolj manjša podjetja, se pravi na Biziju, da se izpostavite s predstavitvijo podjetja, s PR člankom, s povezavo na vaš Facebook, ste zlati sponzor dejavnosti ali pa se morda na Siolu odločite za PR članek. Prej sem že omenila, lahko dosegajo nekaj 10.000 branj, lahko vam pripravimo članek po meri. Se pravi, če potrebujete pomoč, smo mi tukaj zato, da vam pomagamo, da boste bolj vidni, da boste bolj izpostavljeni, da bo vaša ponudba prišla do pravih strank. In imamo tudi bazo uporabnikov, ki jih lahko nagovarjate, tudi vi, tudi tretje osebe s komercialnimi sporočili. Splošna baza je velika 10.000 kontaktov, imamo pa tudi manjšo poslovno bazo. Tako da, kdor želi več informacij, je info@ntsmedia ali pa info@bizisi ali pa moj naslov v nadaljevanju. Pravi naslov, mi se bomo potrudili, da bomo za vas naredili učinkovite stvari, učinkovito prezentacijo oziroma učinkovito ponudbo. Nekako smo prišli do konca, prej sem že omenila, posnetek vam bomo poslali. Zdaj bi pa želela z vami deliti še anketo, da dobim še povratno informacijo o tem, ali vam je bila vsebina uporabna, ali vam je bila zanimiva, ali si želite takšnih izobraževanj ali pa takšnih torej nasvetnih člankov, orodij še več. Je zelo fajn, če jo izpolnite. Seveda smo za vas dostopni tudi na vseh naših elektronskih naslovih, vsak dan jih pregledujemo, skušamo biti čim bolj hitri, učinkoviti, odgovoriti na vprašanja. Moj naslov je spodaj mihaela.leskovec@ntsmedia.si, info@bizi.si tudi. Kot sem prej že rekla, vsi smo imeli v tem času priložnost, da se malce ustavimo, da razmislimo kaj, kako naprej. Jaz vsem želim, da ste iznajdljivi, da ste kreativni, da raziskujete, da gledate naprej, da se ne fokusirate na to, kaj je bilo slabo ali pa kaj je zdaj slabo, ampak predvsem na to, kaj lahko še naredite, da iščete priložnosti, ste proaktivni in pa, da ste drzni, pogumni, pa da vam uspe. Hvala, da ste si vzeli čas. Vse dobro, ostanite zdravi in srečno vam želim. Nasvidenje.